Že je tukaj Valentin, ura je 20:15. Danes bom pa govoril o pozornosti in o nesrečah, poškodbah in kako je to povezano med sabo. No, meni so se v preteklosti že zgodile razne tako imenovane nesreče. Rečemo nesreča, ker pač definiramo to, da se nam nič ne zgodi kot nekaj po sreči, da so dogodki nekaj slučajnega. Ampak če pogledam za nazaj, kaj sem počel v takih trenutkih, lahko vidim, da sem bil dejansko sam odgovoren za te nesreče, in če bi bil pozoren, se ne bi zgodile. No, z leti me je nekako srečala pamet in sem potem postal bolj pozoren, tako da sedaj že lep čas nisem doživel nobene nesreče ali kakšne take drastične poškodbe. Zdaj bi lahko potrkal na les, ampak ja, dejansko je precej odvisno od tega, kako smo pozorni na to realnost, na našo fizično telo, ali se zavedamo svojega dihanja, ali smo z pozornostjo v tem trenutku, ali pa se prepuščamo umu, da nas spelje v domišljijo, ali pa celo, da se prepuščamo alkoholu in drogam, ki nas potem še bolj globoko speljejo v Opazil sem, da kar se mi je zgodilo nesreč, poškodb, je bilo vse zaradi objestnosti, zaradi malomarnosti. Enostavno, že to je dovolj, da je človek v da začne nekaj razmišljati in potem že ni več pozoren na ta trenutek. Kajti, če smo pozorni na dogajanje v sedanjosti in na svoje telo, potem se zavedamo svoje okolice, jo lahko zaznavamo in tudi zavedamo se svojega fizičnega telesa, tako da lahko z njim v polnosti upravljamo, se hitro odzovemo in nekako telo ve, kaj se dogaja v okolici, je povezan je v enosti z celotnim stvarstvom, tako da če se ga posluša, ti lahko pravočasno sporoči, te opozori na določene stvari, tako da se izogneš dogodkom, v katerih bi se lahko poškodoval. In lahko povem za primer, recimo, ko sem v kuhinji nekaj delal, nekaj rezal in sem začel razmišljati in sem se potem urezal. Ali pa ko sem hodil po cesti in sem nekaj razmišljal in sem se spotaknil. Ali se mi je nekam mudilo in sem bil v in sem potem nisem bil pozoren na to, kako vozim in bi skoraj povzročil nesrečo. Skratka, ogromno je takih dogodkov, ki so potencialne nevarnosti, stalno prežijo nevarnosti na nas in večini teh nevarnosti se lahko izognemo s tem, da smo enostavno pozorni na svoje dihanje, z zavedanjem v prisotnosti tega trenutka. Seveda pa kljub temu, da smo pozorni na to, kaj se dogaja okoli nas, je ta svet poln drugih živih bitij, dogajajo se razne naravne nesreče in to, da smo pozorni na ta trenutek, še vedno ni
zagotovilo, da se nam nikoli ne bo nič zgodilo. Se pa lahko seveda ogromno tem stvarem izognemo. Zato predlagam vsem, da ste čim bolj pozorni na svoje dihanje, na ta trenutek, da se na ta način zavedate svojega telesa, svoje okolice, da spoštujete druge ljudi, druga živa bitja, da počnete drugim tisto, kar bi tudi želeli, da bi drugi počeli vam, če bi bili na njihovem mestu. In na ta način se nam res ni treba kaj dosti bati, da bi se nam kaj hudega zgodilo. Lepo se majte in nasvidenje.